Jaz sem Božidar Radišič iz društva Prekmurske pobude in danes je sicer bil napovedan dr. Paul Hornby tudi, sicer po Skypu, ampak očitno mi je zaspal, ker je rekel, da bo od 8 naprej online, ga ni. Je pa poslal svojo prezentacijo, par slajdov, bi jaz šel skozi glih toliko, da vidimo, kaj nam je pripravil. Namreč, ogromno staršev je izrazilo nekak zanimanje za uporabo kanabinoidov v otroški epilepsiji, kjer je bila farmakorezistentna epilepsija, nič ni pomagalo. Ti otroci so imeli tudi sreče, da so prišli do dr. Neubauerja, ki jim je pri tem velikodušno pomagal. In na podlagi rezultatov smo pol naredili eno ni znanstveno študijo, je pa ena vrsta opazovalna študija za enkrat za 10 otrok, zdaj jih je že skoraj enkrat več, ki so pokazali neverjetne rezultate, in sicer je 50% otrok, 5 od 10 ostalo povsem brez napadov, 4 so imeli zmanjšane napade, pri enem pa ni bilo nobenega učinka, se pravi, pravzaprav niti ne vemo zakaj, pa mislim, da ni bila epilepsija, ampak je bila neka genetska napaka, moramo preveriti. Zdaj, mi smo zato, da se uporabljajo čim bolj naravna zdravila, zato je Paul dal tudi ta slajd notri, ki pravi, da tisti, ki droge, se pravi zdravila, bi morali biti testirati na ljudeh, ki jih proizvajajo, ne pa na živalih. In on je zelo za uporabo naravnih preparatov v neurologiji. In tu imamo zdaj res, se pravi, kako se to pravi, odziv, ne? Odziv na doziranje CBD-ja. In tu pa imamo zdaj krivuljo, kako se CBD vsebuje in kakšen vrh ima, recimo to je sintetičen CBD, to je pa naravni CBD. Se pravi, naravni CBD malo kasneje deluje, vendar dosti dlje časa, sintetični pa ima vrh in hitro preneha delovati. Tako imenovani entourage efekt je zelo pomemben pri zdravljenju s kanabinoidi, namreč ni samo en kanabinoid pomemben. V smoli, v konoplji je bilo do zdaj izolirano 141 kanabinoidov, 29 flavonoidov in ne vem koliko terpenov. In samo tak imenovani entourage efekt da pravi učinek, željeni učinek v te namene. Tu vidimo recimo tudi sintetični kanabinoidi, sicer imajo enako kemijsko sestavo, ni pa enaka struktura. Tu vidimo recimo kemijsko strukturo naravnega vitamina C in umetnega, tako imenovanega vitamina C, ki pa vemo, da ga telo v taki meri ne more absorbirati. Drugi zelo pomemben podatek je, da so stroški naravnega zdravljenja z naravnimi kanabinoidi bistveno nižji od zdravljenja s sintetičnimi ali ostalimi farmakološkimi produkti. In tudi pacienti se raje poslužujejo naravnih kanabinoidov oziroma konoplje, zato ker so učinkovitejši in je bistveno nižji stroški. Zakaj tale naravni? Zato, ker je bistveno lažja dostopnost in bistveno cenejše. Pomembno je, da se standardizira oziroma ne standardizira, da bi imeli samo en produkt na trgu, ampak da poznamo točno vsebnost kanabinoidov, zato ker tudi odziv otrok je bil dokaj različen glede na to. Eni so uporabljali tudi THC, kar moramo povedati. Tu imamo zdaj iz te skupne študije, ki smo jo pač delali, ne? Od 10 otrok, se pravi, so imeli, tu vidimo, doziranje in pa zmanjšanje napadov.
je bilo več kot, se pravi 50% otrok je ostalo brez napadov v celoti. To je samo na kratko od pola, meni je žal, da pač ni mogel priti na Skype. Zdaj bi pa prosil dr. Neubauer, da nam pove njegove izkušnje. Jaz bomo prvo zdaj njegove slajde, pa te David vabim na oder, da poveš tvoje izkušnje. Hvala. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Šele zdaj vidim, da se res malo nekaj tako majhna familija. Hvala lepa za povabilo. Jaz sem David Neubauer, jaz sem pediater iz pediatrične klinike v Ljubljani, drugače pa tudi specialist otroške nevrologije na istem oddelku. Nekako od januarja letos, ko smo nabavili sintetični kanabidiol, smo začeli proučevati, kakšen je učinek zlasti pri teh trdovratnih epilepsijah pri otrocih. Ja, zdaj, kar se tiče načinov zdravljenja, so različni. Mi v glavnem uporabljamo tako imenovano dopolnilno zdravljenje, pa Angleži rečejo add-on, kar pomeni, da pravzaprav vi ob vseh tistih protiepileptičnih klasičnih zdravilih dodate še kanabidiol ali pa kombinacijo kanabidiola in THC. So pa seveda v tujini, zlasti v Ameriki, uporabljani tudi kanabidioli povsem samostojno, zlasti pri teh trdovratnih epilepsijah, pri katerih vemo, da to medsebojno učinkovanje zdravil lahko pravzaprav še slabše naredi, kar se tiče epilepsije, pa tudi kar se tiče stranskih učinkov. Če pogledate naravne kanabinoide, morate to, kar je že pravzaprav Božo prej rekel, točno vedeti, kakšno je razmerje med kanabidiolom in THC-em. In tle se moramo zahvaliti dr. Hornbiju, ki v bistvu tudi takrat, kada pridejo starši k nam in nam prinesejo zrno ali pa oljno raztopino, vedno pošljemo lahko njemu in on z pomočjo HPLC-a, to se pravi High Power Liquid Chromatography, to je posebna aparatura, točno določi, kakšna je vsebnost kanabidiola, kakšna je vsebnost THC-a, pa tudi druge, pravzaprav, ko veste, da je koliko ekstraktov vsebnosti, koliko je. Jaz sem svoj stavil presebnost. Tako da lahko tudi druge točno določi, tako da točno vemo, kaj pravzaprav, tudi če je naravni, točno vemo, kaj uporabljamo in kakšna je zmerja. Tukaj sem naštel ene par teh sintetičnih kanabinoidov, ki so najbolj uporabljeni in ki jih boste tudi najbolj pogosto zasledili v literaturi. V Ameriki pa v Kanadi uporabljajo glavnim Epidiolex in Marinol, pri nas pa se to imenuje Bionorica, v bistvu po proizvajalcu. Kot veste, se je ta uporaba uporabljala že prej, sicer, ampak tako do publicitete, je pa pravzaprav prišlo leta 2011, ko so starši te Charlotte Figi, očitno italijanskega porekla, poskusili pri tem Dravejevem sindromu, to je v bistvu eden najtežjih zgodnih epileptičnih encefalopatij, mi rečemo encefalopatija, kar pomeni, da pravzaprav pri normalnem otroku, kjer se začne razvijati epilepsija in imajo vedno več napadov, ti napadi toliko spremenijo možgane, da možgani odreagirajo encefalopatsko. To se pravi, zaradi same elektrike, ti otroci imajo popolnoma normalno strukturo možganov. Samo zaradi te elektrike, epileptičnih napadov, pride do hude možganske motnje. No, pri njej so poskusili z medicinsko konopljo in izrazito se je zmanjšalo število napadov, od 300 na teden na približno 4 na mesec. In to zdravilo so potem imenovali Charlotte, malo po tej deklici, malo pa potem, ker je najraje brala tole knjižico Charlotte Web, kjer je opisana tudi
preskočim, kjer je opisan ta Pujsak in ta Šarlota, ki je pajk, ženski pajk, ki pomaga Pujsu in napiše vsak večer v svojem ležu, zakaj ga mora kmet pustiti v življenju in ga ne ubije in ga ne proda za meso. Skratka, tukaj imate napisano to razmerje, ki je pri Charlotte Swebb 30:1, medtem ko v naših najbolj uporabljenih je pa razmerje 14:1. Vidite, da vsa ta razmerja grejo v korist kanabidiola. Zato, ker kanabidiol je pravzaprav bistvena substanca, ki pomaga proti epileptičnim, zdaj govorimo o epilepsiji, proti epileptičnim napadom, medtem ko eno določeno razmerje, nižje razmerje THC-ja, pa naj bi tudi zelo uspešno zmanjšalo število napadov. Se uporabljajo tudi za druga zdravljenja, tako recimo pri nas sicer še ni registrirano, ampak v Avstriji, Italiji se dobi že leta Sativex, ki ga uporabljajo bolniki z multiplo sklerozo, zlasti zaradi hude spastičnosti. Epidiolex je priznala, potrdila tudi FDA v Ameriki. Vidite, da ima majčkeno različno razmerje med THC-jem in CBD-jem in THC-jem kot Charlotte Swebb. Tukaj je razmerje 20:1, prvno je pa 30:1. Skratka, ta razmerja vedno izrazito v prid CBD-ja. In te mehne količine THC-ja nimajo pravzaprav psihoaktivnega delovanja. No, to je pa ta bionorika, ki jo mi uporabljamo od januarja letos. To je sintetični kanabidiol, ki smo ga uvozili za potrebe naših pacientov, tako da ga ima samo pediatrična klinika v Ljubljani in jih pišemo potem na beli recept. So pa seveda zastojni za naše paciente. Koncentracija kanabidiola v 1 ml raztopine je 100 mg, tukaj imate sintetično zgradbo, kako izgleda. So pa oni delali dvojno slepo študijo s placebom na 8 pacientih in po 3 mesecih, mislim po 4 mesecih in pol, ugotovili, da je bilo pri odraslih pacientih, da je bilo 4 so bili popolnoma brez napadov, pri teh je bil uspeh več kot 50% redukcije, samo pri enem je bilo zdravilo neučinkovito. Tole je naša schema, začnemo z nizkimi odmerki 1 do 2 mg na kilo in če dobro prinaša otrok, gremo do maksimalnih odmerkov do 16 mg na kilo. Vidite, da so indikacije epileptične encefalopatije, zlasti te sindromi trdovratnih epilepsij. Je pa Devinski, ki je eden od glavnih začetnikov uporabe kanabidiola v Ameriki, opisal tudi izrazito dober uspeh pri otrocih, ki imajo obporodno hipoksijo, težko obporodno hipoksijo zaradi porodnih zapletov ali pa obporodnih zapletov, pri katerih včasih se tudi razvije izrazito trdovratna epilepsija in tudi v teh primerih je uspeh odličen. Sicer opisuje tudi nevroprotektivni učinek, to pomeni, da bi se lahko uporabljali pri novorenčkih, ki utrpijo možgansko okvaro. Zmanjšujejo strupene snovi znotraj celice, so kot antioksidanti, imajo protivnetni učinek in celo, da lahko vpliva na proliferacijo nevronov, to se pravi, da tisti nevroni, ki so že uničeni, lahko proliferirajo in ponovno razvijajo mielinizacijo. Tole so pa naši pacienti, nekih je bilo prej že predstavljenih. Jaz sem šel pogledati potem še naprej, ker smo v pomladansko poletnem času tudi nekaj pacientov začeli s tem zdraviti. In kot vidite, je učinek izrazito dober. Pri številki 5 je prišlo do nenadne smrti v spanju, ampak mislimo, da to ni bil razlog kanabidiol, pač pa njegova osnovna bolezen, kjer je šlo za hude kavernozne spremembe v možganih in možganskem dengu.
Tole so pacienti naprej. Vidite, da so tudi pri nekaterih, skratka pri nobenem ni bilo kakšnih hudih stranskih učinkov, sploh praktično nobenih stranskih učinkov, pri nekaterih pa celo boljše kognitivne funkcije, boljše spanje in boljše motorične funkcije. Tole so pa zadnji pacienti, vidite, da so nekateri junija, avgusta in oktobra imeli upeljano zdravljenje, tako da še ni podatka. Potem pa še tisti pacienti, ki so se odločili pa za naravno medicinsko konopljo, razmerje je tukaj navedeno spodaj. Vidite, da je razmerje 1:15 ali 1:14, takile so pa izidi tega zdravljenja, tudi zelo prepričljivi, zlasti tele pacienti, ki smo jih iz Makedonije. In tukaj se še enkrat zahvaljujem dr. Hornbieru, vsa ta zdravila, ki so jih naši makedonski pacienti dobili v Makedoniji, je on analiziral, tako da imate točno napisane, kakšne so osebnosti različnih substanc. Vidite tudi, da je enako kognitivne funkcije so bile boljše, manj je bilo nervoznosti, boljši so bili motorično ti otroci. Tisto, kar bi si želeli v prihodnje, je, da bi v bistvu lahko ta naravni CBD oziroma to kombinacijo naravnega CBD in THC-ja uporabljali tudi v raziskovalne namene, da staršem ne bi bilo tega treba plačevati, ampak da bi to lahko pokrila zavarovalnica in da bi dejansko naredili pa eno pravo študijo, kjer bi mogoče pri eni skupini otrok najprej uporabili sintetični CBD, potem pa po enem mesecu zamenjamo pri tem istem otroku ali pri tej isti skupini kombinacijo CBD in THC in potem bi dejansko lahko videli, kakšna je razlika med uporabo enega in drugega. Tukaj pa zaradi te raznolikosti klinične slike pravzaprav težko rečemo karkoli. No, tole je še ena spletna stran od teh, kar nam je videl. Potem pa še nekaj od drugih indikacij. Moram reči, da zaenkrat tega se še nismo poslužili, mogoče, da se naši odrasli kolegi, odrasli nevrologi poslužujejo. Izrazito dober ne bi bil za nevropatsko bolečino, pa tudi za različne psihosomatske bolezni, kot recimo fibromialgija in seveda jasno za to bolečino pri rakavih bolnikih in pri bolnikih s kronično vnetno boleznijo. Na našem področju tiki in teh hudi sindrom Gilles de la Tourette, to je taka huda oblika kompleksnih tikov, depresije, anksioznosti, obsesivno-kompulzivna motnja, schizofrenija, Alzheimer in celo za odvajanje od kajenja se ga uporablja. Na koncu bi končal s tem, kar v bistvu je že Jefferson rekel stoletja nazaj, da o tem, kakšno hrano jemo in kakšna zdravila smemo imati in katera ne smemo jemati, naj ne bi odločala vlada, ampak mislim, hvala. A potem zdaj v tej raziskavi niste opazali nekih bistvenih sprememb? Ne, v bistvu je bil učinek pri eni in pri drugi skupini zelo podoben. Ampak sta pa seveda do neke mere to različni skupini, tako da nismo mogli. Nekateri otroci so dejansko prešli iz sintetičnega kanabidiola na tega naravnega, ampak težko bi kaj več zaključovali iz teh majhnih podatkov. Pa še nekaj treba reči, če je uspeh ponovati takoj še. Že pri zelo nizkih odmerkih, recimo 2, 3, 4 mg na kilo, potem sicer gremo lahko naprej, gremo lahko do 15 mg na kilo, ampak če ne dobimo tako uspeha, ponovati ni uspešno. A pri nas ni možno narediti tega testa laboratorijskega, da bi se točno videlo razmerje, ko ste rekli, da posilite dr. Hornbier? Ja.
Ja, to bi moral pa, to je pa dobra ideja. Nisem niti pomislil na to, ja. Ker HPLC imamo ogromno, teh aparatur imamo polno, ne, praktično vsak boljši biokemični laboratorij, tako da imajo recimo, kaj smo v kliničnem centru, imajo 3, na pediatrični kliniki pa 2, ne, ker analiziramo aminokisline pa organske kisline, pa vse na istem analizatorju, tako da mislim, da ja, ampak verjetno, ne vem, moraš imeti nekaj izkušnje, kako, Zdaj bomo probali narediti, tako bo prišel malo na izobraževanje dr. Horve. Ja, pa bi mogoče naše biokemike povabili zraven, ne. To pa, mislim, da to se ne spoznam, kaj pa kako se to določa. Jaz moram povedati, da je tudi ustanovljena ena ožja delovna skupina na Ministrstvu za zdravje za uvedbo kanabinoidov v medicini. Sodeluje tudi sodeluje seveda z zdravniško zbornico. V tej skupini so najbolj renomirani zdravniki, recimo je dr. Neubauer, dr. Josipina Ana Červek, ki bo imela predavanje jutri za onkologijo, dr. Pražnikar, dr. Krek. Dr. Krek je pa vodja. Dr. Krek je vodja. Kolikor vem, bo v kratkem tudi sestanek na tej zdravniški zbornici. Pripravlja se pa tudi izobraževanje za zdravnike, zato ker pač zdravstvo se o tem niti farmacija ni učilo in je treba izobraziti zdravnike, da bodo lahko pač to pacientom pomagali.